Pozdravljeni! Aktiv ravnateljev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je letos že 8. ob dnevu učiteljev pripravil svečanost, kjer so podelili priznanja in nagrado poimenovano po slovenskem pedagogu, rojaku doma iz Središča ob Dravi, dr. Karlu Osvaldu. Prireditev, ki jo je z izbranimi besedami in z odlomki iz del pedagoga dr. Karla Osvalda povezovala Vesna Danilović Novak, je potekala v Domu kulture. Letos je bila to že 8. prireditev po vrsti, ki jo pripravljajo ob svetovnem dnevu učiteljev. Na prireditvi so podelili tudi priznanja in nagrado dr. Karla Osvalda. Gre za priznanja, ki so jih namenoma poimenovali po Osvaldu, rojaku, rojenem leta 1873 v Središču ob Dravi, ki je deloval in ustvarjal kot kulturni pedagog, kar je v njegovem času pomenilo povsem novo pedagoško smer. Kar pomeni, da je Osvald vzgojo pojmoval kot kulturni proces, katere namen je, da se otrok nauči čim več objektivne kulture, ki ga razvije v kulturno osebnost. Komisija za priznanja pod vodstvom Simone Meško je zaposlenim v vzgoji in izobraževanju namenila 25 priznanj in nagrado dr. Osvalda. Podeljevala sta jih župan Danijel Vrmjak in vodja aktiva ravnateljev magistrica Jasna Munda. Jasna Munda je bila tudi slavnostna govornica. Med drugim je povedala: Morda se še vedno premalo zavedamo, da opravljamo enega najlepših in zagotovo tudi enega najbolj odgovornih poklicev. Včasih se niti ne zavedamo, kako pomemben in osrednji pomen ima ta poklic za blaginjo in prihodnost družbe. Dejstvo, da bodo učenci, ki so danes v osnovni šoli, v poklicu aktivni že vsaj 40 let. Erik Alan Hanušek je v svoji zadnji raziskavi dokazal, da je kakovost izobraževanja tesno povezana tudi z gospodarsko rastjo države. Gospodarska rast je namreč odvisna od dobrih šol. K dobri šoli pa prispevamo vsi skupaj, vsakdo po svojih najboljših močeh. Učitelji se moramo danes bolj kot kdajkoli prej prilagajati hitrim spremembam družbi, svetu novih poklicev, pa tudi različnim pogledom, navadam in lastnosti mlade generacije, ter gotovo tudi pričakovanjem staršev. Pri tem nam izdatno pomagajo, nas usmerjajo in vodijo ter nam dajajo kompas tudi strokovni delavci Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja. Srečo imamo, da spadamo pod mariborsko območno enoto tega zavoda, ki ga je 21 let uspešno vodila predstojnica magistra Vera Bevc. Svojo strokovnostjo in predanim vodenjem nas je spodbujala k izboljševanju znanja in dosežkov naših učencev, k izboljševanju rezultatov učenja in poučevanja, ter k izboljševanju vseživljenjskega učenja. Pred nas je vedno postavljala, zdaj lahko to priznamo, visoka pričakovanja in standarde odličnosti. In priznamo, da jih je bilo včasih težko doseči, vendar se je splačalo potruditi. Zaradi tega smo mi in naši učenci veliko pridobili in napredovali, na kar smo upravičeno lahko ponosni. Spoštovana gospa magistra Vera Bevc, vsi skupaj bi se vam radi zahvalili za vse, kar ste nam dali, in tega ni moč opisati le s par besedami. Ob vaši upokojitvi pa bi vam radi zaželeli vse dobro. Vabim vas, da se mi pridružite na odru.
Gospa predstojnica, tako vas bomo klicali še naprej, ker je pač navada železna srajca. Pravijo, da ni pomembno, kako visoka bo pokojnina. Pomembno je, da jo boste čim dalj časa uživali. To vam želimo. Pravijo tudi, da dobra šola stoji in pade z učiteljem. In kdo je dober učitelj? Njegov opis je po doktorju Kortagenu iz Nizozemske lepo povezala in povedala doktorica Barica Marentič Požarnik. Dober učitelj zna dobro poučevati, vzpostavljati pristne odnose, zna poslušati učence, jih upošteva in zna aktivirati. Ima učiteljevanje za svoje poslanstvo. Učiteljevo profesionalnost primerja s čebulo, ki ima več plasti. Zunanjo plast opaziš na prvi pogled. Ko vstopiš v razred, vidiš, kako učitelj komunicira, kako raznolike in kakovostne metode poučevanja uporablja, kako uporablja tehnologijo. Druga plast so njegova prepričanja o vlogi učitelja in učencev, ali je predvsem prenašalec znanja, ali pa tudi spodbujevalec aktivnosti učencev in ali prisluhne njihovemu predznanju in izkušnjam. Najbolj pomembna pa so njegove osebnostne lastnosti v jedru te čebule. Kdo je kot osebnost? Njegov zanos, predanost, poslanstvo. Te plasti vplivajo druga na drugo in najboljši učitelji jih znajo usklajevati. Pred 150 leti je bil v Sloveniji sprejet osnovnošolski zakon, s katerim je postal poklic učitelja natančno definiran. Za opravljanje tega poklica pa je bila zahtevana tudi primerna izobrazba. Nenadoma učitelji niso bili samo moški, ampak so priložnost za opravljanje tega poklica, takrat zelo spoštovanega poklica, dobile tudi ženske. In kakšno stanje beležimo danes? Statistični urad Republike Slovenije je pred dnevi objavil podatek, da je v poklicih povezanih z izobraževanjem več žensk kot moških in nič ne kaže, da se bo to kmalu spremenilo. Največ, več kot polovica, jih sodi že v srednjo generacijo. Iz teh dejstev lahko sklepamo, da je zanimanje za ta poklic med mladimi vedno manj. Zaradi vsega tega letošnji praznik, ki ga praznujemo že 26. leto v več kot 100 državah po vsem svetu, vabi k razmisleku o problematiki pomanjkanja mladih učiteljev z geslom za več mladih učiteljic in učiteljev za prihodnost poklica. In kakšna bo ta prihodnost? Še naprej bomo sledili naši najpomembnejši nalogi. Skrbi za celostni razvoj učencev. To pomeni, da tudi v bodoče učiteljevo delo ne bo zgolj posredovanje znanja, temveč bo učitelj pomembna oseba tudi pri vzgajanju prihodnjih generacij, na kar je opozarjal že dr. Karl Oswald. Otroci so naša prihodnost. Vsakdo, ki se ukvarja z otroki, se ukvarja z našo prihodnostjo. Če bomo mi svoje delo opravili dobro, upamo na svetlo prihodnost. Zahvaljujem se vsem 3 županom za sofinanciranje te prireditve. Vsem dobitnikom priznanj in dobitnici letošnje nagrade dr. Karla Oswalda iskreno čestitam. Uspešno opravljajte svoje poslanstvo še naprej. Vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju čestitam ob jutrišnjem prazniku. Nadaljujte s svojim delom, ki ga opravljate čuječno, zbrano in predano. Želim vam prijetno druženje in lep večer. Hvala za vašo pozornost. V imenu Zavoda za šolstvo je v nadaljevanju spregovorila Romana Fekonja in zbranim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju čestitala ob dnevu učiteljev.
V imenu županov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pa je zbrane pozdravil in se jim zahvalil za vso opravljeno delo župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Med 25 priznanji so podelili 21 priznanj za 20 let dela v vzgoji in izobraževanju, 2 za 30 let, 1 za 40 in 1 za 40 let ob upokojitvi. Nagrado dr. Osvalda pa je letos prejela vzgojiteljica z dušo in srcem Stanka Špindler, in sicer za življenjsko delo in za izjemne dosežke na pedagoškem ter organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja. Svetovni dan učiteljev je na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta UNESCO in Mednarodna organizacija za delo sprejeli priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. V vzgoji in izobraževanju je trenutno v Sloveniji zaposlenih 44.600 delavcev ali 6,3% vseh zaposlenih. V soboto je v Ormožu potekalo 25. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Zaključek dogodka je potekal pred Grajsko pristavo. Letošnji gostiteljici dogodka sta bili občina Ormož in mestna občina Ptuj. 14 najboljših ekip v Sloveniji je svojo usposobljenost merilo na 7 lokacijah. Sodelovale so ekipe prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na izbirnih regijskih preverjanjih dosegle prvo mesto. Od 9. do 14. ure so člani ekip preverjali svojo usposobljenost z ukrepanjem ob določenih nesrečnih situacijah. Ena takšnih je bila Najdenka, ki je obležala zaradi prekomernega uživanja nedovoljenih poživil in substanc. S pravilnimi postopki so ji rešili življenje. Reševanje ob požaru v objektu je bila še ena nesreča, iz katere so ekipe civilne zaščite in Rdečega križa uspešno rešile ponesrečence in tako preprečile najhujše. Ponesrečencem so vedeli nuditi najnujnejšo prvo pomoč in jih primerno oskrbeti. Delovali so tudi o primeru hude prometne nesreče, ki je prinesla številne ponesrečence z globokimi ranami, ki jih je bilo potrebno oskrbeti. Tudi oživljanje z defibrilatorjem je bilo potrebno in splošna nujna oskrba poškodovancev do prihoda reševalcev iz službe nujne medicinske pomoči. Razlitje nevarne snovi je bila naslednja situacija, v kateri so dobro usposobljene ekipe vedele ukrepati. Civiliste, ki so pristali v nevarnem območju, je bilo potrebno reševati na različne načine in jim ponuditi prvo pomoč. Nekatere je bilo potrebno tudi oživljati in jih spravljati k zavesti. Kako pravilno ukrepati pri množični nesreči pa je bila še ena naloga. Šlo je za različne poškodbe, ki so jih tekmovalci vedeli primerno oskrbeti in na splošno ponesrečencem vedeli priskočiti na pomoč tudi kot moralna podpora. Preizkusili pa so se tudi v reševanju v nesreči pri lovu divjadi in sodelovali v teoretičnem preizkusu znanja prve pomoči. Delo vseh ekip so ocenjevale komisije, navodila so jim dajali inštruktorji, s tem, da je zraven bila tudi ekipa transfuznega centra UKC Maribor. Sodelovali so dispečerji, gasilci in mnogi drugi, ki so pomagali, da so pogoji za preverjanje usposobljenosti najboljših ekip prve pomoči in civilne zaščite v Sloveniji potekale nemoteno.
Tekmovale so sledeče ekipe: Šentjur, Zagorje ob Savi, Gornja Radgona, Novo mesto, Majšperk, Vrhnika, Slovenj Gradec, Sevnica, Koper, Oplotnica, Škofja Loka, Ajdovščina, Cerknica in Črnomelj. Rezultate so svečano razglasili na dvorišču grajske pristave v Ormožu, kjer je zbrane najprej pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Zdaj pozdravljam vas v imenu občine Ormož, kot tudi mestne občine Ptuj. Moram reči, da sem danes bil tukaj od 11. ure, pa si ogledal vso to prireditev, vso to tekmovanje in moram reči, da res ste lahko vsi tekmovalci, vse ekipe na sebe ponosni, kakšno znanje obvladujete, na kakšen način ste se danes borili in za mene ste danes vsi zmagovalci. Danes ste tudi vsi za mene zmagovalci, vsi tisti, ki ste to prireditev organizirali in moram reči, da si lahko en aplavz damo vsi skupaj za eno odlično prireditev. Res lepo hvala vsem, ki ste se za to borili, ki ste nekako delali oziroma ste se odločili, da se ta zadeva izvaja v Ormožu. To smo z veliko pohvalo vzeli in verjamem, da še bomo kakšno od takšnih prireditev tudi v prihodnosti imeli. Jaz upam, da ste v naših krajih uživali, jaz upam, da ste spoznali tisto našo prijetnost, ki jo tukaj kažemo. Jaz upam, da ste lepoto naravo našli in verjamem, da smo tudi navezali dobre stike za naprej. Zato še enkrat iskrene čestitke vsem. Verjamem, da je zmagala najboljša ekipa in pa tudi, tako še enkrat povem, vse ekipe ste za danes za nas zmagovalci. Še enkrat hvala tudi kompletnemu vodstvu, vsem organizatorjem, vsem posameznikom, ki ste se trudili, da je takšna prireditev uspela. Poglejte, konec koncev sedite sami dobri ljudje, to tudi kaže, da še ni dežja. Tako da to je pokazatelj, da smo organizirali eno dobro prireditev. Naj bo uspešno še naprej, čestitam še enkrat ob uspehu, pa seveda z enim prijetnim vabilom vrnite se med nas, med prijetne prleke, hrana, pijača, dobri ljudje, lepa narava vam bo sigurno prizanesla in vas popeljala domov zadovoljne. Hvala in uživajte naprej. V nadaljevanju je spregovorila Cveta Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, ki je med drugim povedala. To, kar želim poudariti, je, da je danes en prekrasen pogled na vse vas, ki srcem to počnete. Znati pomagati je privilegij, ampak je tudi velika odgovornost. In ponosni smo vsi skupaj na vse vas, da vas je toliko, ki ste to pripravljeni početi in da bomo naše vrste še širili. In kaj je izjemnega pomena, je to, da smo del enega sistema, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in da delamo z roko v roki službe, ki to delamo tako poklicno kot tudi prostovoljno. In zato vsa pohvala tudi tem sodelovanju. Veliko pohval smo slišali na vse vas in dovolite mi, da vzamem to priložnost, da se zahvalim tudi sodelavcem strokovne službe Rdečega križa Slovenija Mirje, ki so v sodelovanju z območnim združenjem na terenu res naredili vse, da je danes en lep dan, da so na vaših obrazih nasmehi in upam mnoga nova stkana prijateljstva. Hvala in srečno še naprej. Vse najlepše misli o humanitarnih aktivnostih pa je zbranim namenila tudi Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Naš slogan od nekdaj življenje rešujemo skupaj v bistvu pomeni, da v zaščiti in reševanju združujemo vse tiste, ki imajo kakršnokoli znanje, kakršnekoli izkušnje in seveda tudi opremo, pripravljenost za to, da lahko v tistem trenutku, ko ljudje potrebujejo pomoč zaradi naravne ali druge nesreče, stopimo skupaj in pomagamo. Tako kot znamo Slovenci navijati za naše športnike, znamo zaenkrat tudi stopiti skupaj in pomagati sočloveku, kadar to pomoč potrebuje. Potem je spregovorila strokovna vodja tekmovanja zdravnica Eva Pogačar, ki je pohvalila strokovno usposobljenost vseh ekip.
Vodja tekmovanja, magister Stanislav Lotrič, pa se je vsem zahvalil za sodelovanje in izpostavil pomen poslanstva takšnih tekmovanj. Letos so prvič podelili tudi nagrado za največ znanja o Rdečem križu nasploh in o Rdečem križu Slovenije. Nagrado je iz rok Vesne Mikuš, predsednice Rdečega križa Slovenije, prejela ekipa območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi 2. Kot je dejal voditelj prireditve, je 11 ekip od 14, ki so sodelovale na 25. državnem preverjanju usposobljenosti v prvi pomoči, zasedlo 4. mesto. Priznanja za 4. mesto sta podelili Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo na Uradu Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in Cvetka Tomin, generalna sekretarka pri Rdečem križu Slovenije. Prva 3 priznanja pa so najboljšim ekipam podelili župan občine Ormož Danijel Vrmjak, Vesna Mikuš, predsednica Rdečega križa Slovenije, in Stanislav Lotrič, vodja tekmovanja. 3. mesto si je priborila ekipa prostovoljnega gasilskega društva Cerknica. Druga je bila ekipa območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Prvo mesto pa si je kot najbolj usposobljena ekipa priborila ekipa območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi 2. Sedaj pa v sosednji Sveti Tomaž. V tamkajšnjem medgeneracijskem centru, ki bo deloval pod okriljem Centra za starejše občane Ormož, dela gredo h koncu, kar pomeni, da bo center še letos dobil prve stanovalce. Nova zgradba, ki bo v Svetem Tomažu služila medgeneracijskemu centru, je postavljena na skoraj hektar velikem zemljišču pod vrtcem. Dela gredo h koncu, kar pomeni, da je tudi okolica že urejena, v notranjosti pa poteka montaža pohištva. Ja, res je, leto dni se pravzaprav izteka, ko smo dejali, da se bo ta dom tudi dokončal. Smo v skoraj da iztekajočem mesecu, kjer se pravzaprav finiširajo stvari in kot lahko danes vidimo, mojstri na različnih področjih opravljajo še tista poslednja dela, ki so pravzaprav tudi za nadaljevanje najbolj vidna in zelo pomembna. To pomeni pohištvo, ne? Tako je, oprema sama kot takšna je pravzaprav ogledalo tega objekta, ne smemo pa pozabiti tudi na vsa ostala dela, ki so bila narejena res profesionalno, zelo kvalitetno, kar se bodo lahko prepričali tudi naši občani sami, takrat, ko bo prišel čas za to, ob dnevu odprtih vrat in še seveda potem vsa leta kasneje, ko bomo dom uporabljali. Gre torej za čudovito novo zgradbo v centru pravzaprav Svetega Tomaža. Ste ponosni v kraju na to? Jaz sem prepričan, da ta ponos, ki ga nosim v sebi, delijo z menoj tudi naši občani. Z velikim veseljem opazujem posameznike, skupine, ki iz centra, iz neposredne bližine cerkve, bi rekel, kar dnevno opazujejo ta delček naselja tu pri Svetem Tomažu, kjer raste ta objekt, v katerem smo trenutno. Res je zrastel skoraj lepši, kot je bil predviden na sliki. Lepo se je podal v sam prostor, tako da mislim, da smo Tomaževčani na ta objekt več kot lahko zadovoljni. Kaj boste pridobili? Koliko bo tukaj mest torej za starejše občane? Kot sem že v samem začetku priprav na gradnjo povedal, naša skrb je bila po eni strani poskrbeti za mladi rod, po drugi strani pa ne dovoliti, da bi se naši starejši morali posloviti z tega kraja na jesen življenja in oditi v druge domove, tako v sosednje občine, kot tudi v sosednjo republiko. Želim si, da bi bili tukaj in ta pridobitev se mi zdi ena največjih. Poskrbeti za svoje starejše občane, seveda dobrodošli tudi drugi, kolikor bo prostora, vsekakor pa verjamem, da smo s tem naredili tisti korak, kateremu bo zagotovo sledila vsaka slovenska občina. Poskrbeti tudi za prebivalce v jeseni življenja in jim dati dostojno življenje tistih zadnjih let, ko pač potrebujejo pomoč nekoga drugega. Koliko mest bo torej v domu? Tukaj je predvidenih 32 ležišč, 16 sob,
v 2 etažah. Ne smemo pozabiti, da se razprostira na dobrih 800 kvadratnih metrih. Ena etaža, tisto mansardni prostor, pa je pravzaprav mansarda, ki je namenjena za medgeneracijsko druženje, bo ostala v lasti občine Sveti Tomaž in jo bomo pokoristili lahko za različne dejavnosti, društvenih dejavnosti. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je v tistem prostoru dovolj prostora za zdravnika, za zobozdravnika. Namreč naša želja je, da z pridobitvijo, to veliko pridobitvijo domske oskrbe pridobimo tudi zdravnika, ki bo na tem področju lahko deloval in imel dovolj dela za to, da bo opravljal svoje delo v polnem delovnem času. Otvoritev oziroma, kot pravite, dan odprtih vrat bo? Predvidevamo v mesecu novembru, vsekakor bomo o tem pravočasno obvestili. Naša naloga, naša skrb je, da do 20. novembra dom naredimo takšen, da bo možen za vseliti. Z 1. decembrom pa pravzaprav dom že začne delovati z vsemi novimi oskrbovanci, ki bomo seveda sprejeli skupaj z novimi zaposlitvami, ki so že v teku, in verjamem, da bo res tista naša končna želja tukaj na dan po dogovorjenem času, kot je bil tudi dogovorjen termin. V medgeneracijskem centru Sveti Tomaž, ki bo deloval pod okriljem Centra za starejše občane Ormož, bodo zaposlili predvidoma 12 oseb. Glede na sedaj znane zneske ocenjujejo, da bo dom stal 1 600 000 evrov. Večino, dober 1 milijon evrov, zagotavlja koncesionar, Ormoški center starejših občanov, razliko pa občina. Povpraševanje za namestitve je veliko, glede na javno dostopne podatke ter trend staranja prebivalstva na Ormoškem, bi v bistvu potrebovali še od 32 do 50 mest. V Ormožu je včeraj potekalo srečanje slovenskih literatov. V času druženja so obiskali tudi knjižnico Franca Ksavra Meška in srečanje zaključili z literarnim večerom. Slovenski PEN je nastal leta 1926. Njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Med ustanovitvenimi člani pa so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, France Stele, Janko Laurin, Franz Aleški Finžgar, France Bevk, Prežiho Voranc in France Koblar. Med drugo vojno sicer ni deloval, spet je zaživel leta 1962 in svoj ugled in vlogo stičišča med vzhodom in zahodom potrdil s prireditvijo svetovnega kongresa PEN, in sicer na Bledu leta 1965. Slovenski center PEN je del Mednarodnega združenja pesnikov in pisateljev, ki je aktiven v mnogih sferah družabnega življenja. Gre torej za pomembno združenje, ki ima tako na slovenskih tleh kot v tujini posebno mesto. Imamo 120-125 članov. To niso samo pisatelji, ker PEN pomeni pisatelji, esejisti in romanopisci, novelisti, ne? Ampak vedno več je novinarjev, ker so večinoma današnji novinarji preganjani. Začel pa se je PEN ravno zato v Londonu po prvi svetovni vojni, ker so še zmeraj obstajali režimi, ki so pisatelje zapirali, ki niso dovolili svobode govora. In PEN se zavzema ravno za to. Ampak s časoma je problem vedno večji, ker zdaj so pa spet pisatelji v zaporih, zdaj ne gre več samo za besedo, ampak za resnične ljudi. Dela ima PEN toliko, da nimamo pravice odnehati. Smo večinoma prostovoljci, dobimo denar za tekoče stroške, premajhen, ne? Ampak vztrajamo, ker brez PEN-a bi bili tukaj v Sloveniji pravzaprav brez zavesti o tem, da pripadamo svetu, ki ni tako lep kot naša dežela. Jaz sem srčno zraven, drugega ne morem reči. Pogosto se tako odpravljate na teren oziroma na izlete, ali je to slučajno danes? Ne, vsako leto imamo izlet, tako da smo vozili že precejšen del Slovenije v zadnjih, ker računajte, da je PEN star že skoraj 100 let. Jaz hodim na izlete že 20 let.
Je pa res, da hodimo na konference po svetu in več doživimo zunaj kot doma. Doma pa v glavnem začudenje nad prelepo deželo, krasno arhitekturo, stare cerkvice, vasi. Moramo imeti radi svojo domovino, da se lahko zavedamo, kako je dobro v primeri z tujino. S čim pa se vi konkretno ukvarjate? Jaz pa pišem po malem že od leta 68, nekako imam objave. Pišem pesmi, eseje, nekaj malega za otroke. Zdaj sem pri Penu v funkciji predsednice, kar mi vzame praktično 24 ur na dan. Ukvarjam se pa tudi s keramiko, slikam pohištvo, hodim na francoščino. A veste, ženske imamo več žezelj v več ognjih, tako da nam nikoli ne zmanjka dela. Ideja, da člani slovenskega centra Pen obiščajo Ormož z okolico, se je porodila pisatelju Francu Mikši, po rodu Ormožanu, ki, kot je povedal, je tik pred izdajo svojega pravljičnega romana za odrasle in otroke, kar bo prvi takšen roman v Sloveniji. Franc Mikša je do pred kratkim bil tudi podpredsednik upravnega odbora Mednarodnega odbora pisateljev za mir, čigar predsedovanje je letos na Bledu od Slovencev prevzel francoski Pen klub in mu zdaj predseduje predsednik francoskega Pen centra. Gospod Mikša, kako ste prišli na idejo, da svoje stanovske kolege, torej člane društva Pen, pripeljete v Ormož? Ja, lansko leto smo naredili, vsako leto naredimo en izlet, člani slovenskega Pena, Združenja pesnikov, pisateljev in publicistov. Danes smo imeli izlet v Kostanjevico, smo si samostan v Kostanjevici ogledali, potem smo bili na grad Riechenberg in tako naprej. Potem pa jaz na upravnem odboru, na katerega se udeležujem, nisem član sicer, ampak se ga udeležujem kot podpredsednik odbora pisateljev za mir Mednarodnega Pena, predlagal, da bi morda šli v Ormož, da v Ormožu še nikoli niso bili, večina sploh nikoli, Pen pa še nikoli ni prišel. No, pa sem pa povedal, da ne bomo imeli samo neki izlet nekega turizma, da bomo pogledali muzeje pa knjižnico, da bi naredili potem en literarni dogodek, neko literarno srečanje in tako bo danes ob 17. uri v gradu, v grajski Beli dvorani, tako da bodo brali ormoški avtori, člani slovenskega Pena, tako da se bo malo prijetno skoristim, da se malo spoznamo, da vidimo, tudi nekateri bodo potem verjetno prišli še v Ormož, kdaj brati svoje knjige, tako da bomo dober dogodek naredili. Danes smo se že pogledali muzej v Veliki nedelji, tam, ker so bili pač križniki, bilo zelo zanimivo, sprejel nas je župan, smo bili pri njemu na občini, potem nas je gostil na kosilo pri Prosniku in smo imeli seveda veliko priložnosti se pogovarjati o raznih stvarih. Zdaj smo prišli v knjižnico, da jih vidimo tukaj. Po knjižnici imamo ogled muzeja v gradu in v pristavi grajski, potem bom jih pa jaz seveda, ki sem veliko užitkar, ko se rad po parku sprehajam v otroštvo, pa še tudi 4 moje sekvoje rastejo v parku, ki sem jih poklonil lani občini, malo skozi park pele povedal tole zgodovino, opet jih pa se dobimo na temle srečanju, kar se zelo veselim in tudi so zelo presenečeni nad gostoljubljem in navdušeni nad Ormožem, ker nikoli še niso bili organizirano, ampak nekako moramo tisti, ki smo iz Ormoža, pa živimo pač v Ljubljani ali kjerkoli drugod, malo se spomniti, kot smo in moramo malo prepeljati še druge, da še malo vidimo. Vse na koncu pa vidijo, so vsi zadovoljni in presenečeni. Vse tudi na tole martinovanje novembra bomo jih nekaj pripeljali, tako da se te stvari tukaj držijo. Koliko pa vas je danes tukaj? 12? Danes nas je 13 tukaj, zjutraj so še se 3 odjavili, ker nekaj so zboleli, ne z avtom nekaj imel, tudi moja žena ni mogla, ker ima z vratom dene težave v bolnici, tako da drugi smo pa prišli na to, ker tako se je zgodilo, da v zadnjih 2 tednih, ko je bilo vse prijavljeno, so 4 od naših članov šli v bolnico, to se tako pač čisti slučaj, da je, ampak tile, ko smo tukaj, smo veseli, radi pridemo in tudi seveda bomo o tem poročali, zapisali, povedali vsem drugim, beseda bo šla okrog, seveda je tudi ena naša članica iz Trsta, tako da je to širši tele slovenski prostor.
Hvala lepa in seveda prijetno bivanje v domačem Ormožu. Ja, to pa je zmeraj prijetno zame. Še celo danes, ko sem bil na občini, ker mi smo včasih stanovali v nižji gimnaziji, to je bila pa osnovna šola, ne. Tam da sem bil doma, dejansko čisto doma. Potem bi pa seveda še z veseljem par besed povedala gospa Ifigenija Simonovič, predsednica Slovenskega centra PEN, ki pač vodi tole našo skupino danes. Predsednica nad obiskom v Ormožu navdušenja ni skrivala. Pove, da si ga je v bistvu imela možnost prvič ogledati. Jaz sem prvič, peljala sem se skozi, ampak prvič tukaj, navdušena, prelepo mesto. Menda boste še veliko obnavljali, tako da drugič, ko pridem, bo že kaj novega. V knjižnici danes, da je tako lepa knjižnica tukaj, da je zelena knjižnica. Jaz sem, povem vam po pravici, prvič slišala za ta projekt, navdušena. Že prej smo se ustavili v nedelji, ne, kakšni kraji so tukaj, to je res prelepo. Za naš Ljubljančane, ki poznamo samo notranjo stran obvoznice, ne, je to razodetje, prekrasni kraji. Obiskovalce smo tako ujeli v knjižnici Franca Ksavra Meška, kjer so jih toplo sprejeli. Zgodovino in delovanje ormoške knjižnice sta jim predstavili direktorica Milica Šavora in bibliotekarka Marijanca Korotaj. Obisk v Ormožu in okolici pa so, kot je bilo povedano, zaključili z literarnim večerom v Beli dvorani grajske pristave, kjer je sodelovala tudi naša domačinka, pesnica in pisateljica, magistrica Blanka Erhartič. Pa še ena zanimiva novost prihaja iz domače knjižnice. Tudi knjižnica Franca Ksavra Meška je namreč vključena v sistem za izposojo elektronskih knjig Biblos. Gre za še eno veliko pridobitev, ki predstavlja lažji dostop do knjig oziroma branja. Med mnogimi slovenskimi knjižnicami tudi ormoška že nekaj let ponuja elektronsko branje knjig oziroma platformo Biblos, ki jo je v Sloveniji razvila Beletrina, Zavod za založniško dejavnost. Tako je, Biblos imamo v ormoški knjižnici že 4 leta, tako kot tudi druge slovenske splošne knjižnice, 58 splošnih knjižnic je. Nekako smo bili primorani tudi mi začeti uporabljati Biblos tako za razvojem. Vemo, da je Biblos razvila založba Beletrina. Sam Biblos ponuja tako izposojo e-knjig, kot tudi nakup e-knjig. V naši zbirki imamo nekaj manj kot 400 knjig, drugače pa v samem Biblosu jih je pa precej več. Finančno podpira razvoj Biblosa Ministrstvo za kulturo. Za Biblos dobimo tudi namenska sredstva, ki jih lahko dejansko za Ministrstva za kulturo namenimo samo nakupu teh e-knjig, ki so v Biblosu. Drugače pa zanimanja v ormoški knjižnici res je, vsako leto ga je več. Predvsem je dobro, če imajo kakšno knjigo, mogoče mladina, za kako tekmovanje, za Cankarjevo tekmovanje na primer, ali pa kaj drugega, takrat si lahko to knjigo izposodi naenkrat veliko več bralcev. Teoretično je možno, da bi si eno knjigo, e-knjigo lahko izposodilo tudi 52 bralcev. Knjiga je lahko sposojena 14 dni, seveda pa možna izposoja samo preko članske izkaznice. To pomeni, da posebno plačilo za to aktivnost ni potrebno. Ne, seveda ni potrebno nobeno plačilo. Tako kot vsako drugo knjigo se lahko tudi e-knjigo izposodi član. Zdaj, vkolikor je seveda član zaposlen ali pa tudi študent ali pa kaj drugega, bo plačal letno članarino in to je to. Vsi, ki pa imajo brezplačno članarino, to so osnovnošolci, torej mladina do 18. leta, in pa brezposelne osebe pa seveda ne plačujejo članarine. Da bi v knjižnici možnost elektronskega branja še bolj približali svojim bralcem, so svojim bralcem pripravili tudi informativno srečanje. Elektronsko branje knjig oziroma dostop do Biblosa pojasni bibliotekar Damjan
kjer se prijavimo z svojim uporabniškim imenom. Vsak član v knjižnici dobi uporabniško ime in geslo, če ga še nima, nas naj zaprosimo, ga damo in potem se prijavimo na portal s tem uporabniškim imenom in geslom in potem na portalu pogledamo, katere knjige naša knjižnica omogoča. Namreč knjižnica iz celotnega nabora vseh knjig ne omogoča vseh, ker knjige so plačljive, so tudi precej drage, zato pa proba izbrati samo tiste knjige, ki so zanimive širšemu krogu naših uporabnikov, pa tudi, ki so dovolj kvalitetne. Za branje je enostavno možno uporabiti svoj domači računalnik ali tudi pametni telefon. Tehnologija sicer ponuja več možnosti, še dodaja Damjan Rizman. Zdaj v osnovi je tak, da lahko uporabnik elektronske knjige bere skoraj na poljubnem elektronskem viru. Če nima drugega, je to že njegov domači PC računalnik čisto dovolj, potem boljše je, če ima prenosnik, ker se ga lahko tudi vzame, pa je bolj prenosljiv. Tista prava bralna izkušnja, njo pa dosežemo z uporabo namenskega bralnika ali pa tudi tabličnega računalnika. Pač odvisno, za kaj uporabljamo. Tablični računalnik je zelo univerzalna zadeva, lahko ga uporabljamo tudi za deskanje po spletu, uporaba elektronske pošte, gledanje videov, tudi igranje igric, so barvni, tudi zvočno dobro podprti, medtem ko pa namenski bralnik pa je precej manjša naprava, procesorsko manj zahtevna in ponavadi črno-bela ali pa sivinska, tako da so namenjeni ti bralniki izključno za prebiranje besedil. Ima pa vsaka taka naprava svoje prednosti in pomanjkljivosti. Če beremo samo občasno, zdaj če uporabnik tisti dilemi ali kupiti tablico ali kupiti bralnik, za tablico bo odštel vsaj 150 € navzgor, bralnik pa bo že dobil tam od 50 € naprej, je seveda odvisno od tega, koliko bo bral. Če bo bral dosti, je vsekakor smiselno razmišljati, da si kupi namenski bralnik, ker je prvič poceni, drugič pa sama tehnologija tega zaslona je zelo podobna papirju. Pomeni, lahko ga beremo tudi na soncu, če na sonce blešči od zadaj, nas nič ne moti pri branju, za razliko od tablice, kjer je zelo občutljiva, na soncu kontrast ni tako dober in svetilnost, pri tem bralniku te težave ni. In še kar je ena zelo pomembna lastnost teh namenskih bralnikov je ta, da potroši zelo malo energije. Dejansko se baterija troši samo takrat, ko se slika na ekranu spremeni, ko preberemo stran, ko zamenjamo, drugače pa je slika, ko bi rekli, nekako statično zapečena. Zato nam tablice zdržijo 2-3 ure, če intenzivno na njih delamo, bralnike pa tudi več tednov, brez ponovnega polnjenja. Koliko pa ste v knjižnici pripravljeni pomagati tistim, ki jih zanima to vrstno branje? Seveda, vsaki, ki prije k nam, pa nas sprašamo, probamo pomagati. Da bi te bralnike približali ljudem, smo tudi lansko leto nabavili 2 namenska bralnika, ki jih tudi izposojamo na dom. Torej, član lahko pride, si izposodi bralnik, lahko se prijavi v sistem z svojim uporabniškim imenom in geslom, če pa ni tega tako več, pa mu mi na bralniku vse nastavimo. Trenutno naenkrat se lahko izposodi 4 knjige, mi pomagamo izbrati iz portala, mu izposodimo, potem pa mu damo bralnik v roke, pa mu rečemo tako, 14 dni lahko prebira, ker sistem je naravnan tako, zaradi te licenčne pogoje, da je knjiga dostopna 14 dni, po 14 dnevi pa postane popolnoma neuporabna in jo lahko samo izbrišemo. Če knjige slučajno nismo prebrali, nič hudega, podaljšati je ne moremo, si pa lahko še enkrat izposodimo. Gre tako za več kot napredno možnost branja knjig, ki bo razveselila oziroma razveseljuje mnoge bralce. Še posebej pa je v pomoč gibalno oviranim, ki gredo težje sami v oddaljene knjižnice. In tistim, ki slabše vidijo, saj je elektronskim knjigam moč povečati črke in celo prilagoditi osvetlitev. Na veselje ljubiteljev domačih gledališč Kulturno-športno društvo Dobrava pripravlja novo komedijo. Obiskali smo jih na eni izmed zadnjih vaj pred premiero. Kulturno-športno društvo Dobrava pripravlja novo gledališko predstavo, komedijo avtorja Kena Ludviga, Ti nori tenorji. Zvezdniški tenorist tik pred predstavo omedli in na prigovarjanje direktorice operne hiše se vanj preobleče kar njen pomočnik. Je osnova zgodbe, ki daje slutiti, da bo dogajanje na odru prineslo veliko smešnih situacij.
Aleksandra Kociper, ki se letos v vlogi režiserke preizkuša prvič, natančno vsebino pušča kot presenečenje. Zgodba je taka, da je komedija zmešnjav. Preveč ne bom izdajala, gre za kar zanimivo, torej dogajanje na dveh prostorih se vse skupaj dogaja in kot bodo gledalci, ki bodo nas prišli pogledati, lahko videli, je resnično komedija na višku. Torej se bomo smejali spet. Boste, zagotovo. In kakšna je igralska zasedba? Vidimo tudi nekaj novih obrazov. Igralska zasedba je bolj ali manj enaka, s tem, da so povabili torej k sodelovanju dve novi debitantki, in sicer Viktorija Fritz in Manica Hartman sta se priključili na novo. Ja, seveda pa režiserka, ne? Ja, tako je. No, če se spomnimo časov, ko je za režisersko palico stal Milivoj Zemljič, pokojni, z vsem spoštovanjem, seveda, kako se vam danes to zdi, ne? Ker včasih ste vi bili igralka pod njegovo taktirko. Res je, kar nekaj let nazaj smo tudi skupaj igrali pod taktirko gospoda Milivoja in moram reči, da je to tudi zame bil kar velik izziv. Kot sem povedala, nisem še se v tej vlogi preizkusila, dobro z otroci v šoli, sem se preizkusila kot režiserka, tokrat pa moram reči, da resnično cenim taka ljubiteljsko-amaterska društva, ki ohranjajo torej to gledališko dejavnost. In ko so me prišli vprašati, če bi želela sodelovati z njimi, sem tehtala, kako in kaj bom vozila skozi vse te obveznosti, ki jih imam tudi sama, ampak sem se potem kljub temu odločila, da je prav, da to živi, da to obudimo in da vztrajamo na tem področju še naprej. Nastope domačih gledališčnikov smo vedno imeli radi, kar dokazujejo tudi vedno polne dvorane. Če gre za komedijo, pa toliko rajši. V glavnem obljubljajo nam veliko smeha. Jaz verjamem, da bo to ena taka predstava, ki bo dejansko sprožila salve smeha pri gledalcih. Je pa, gledajte, neke vrste entuziazem pri vseh nas. Treba se zavedati, vsi smo amaterije, vsi riskiramo svoj prosti čas za to, da lahko v tem času ljudem nekaj prikažemo, jih privabimo k sebi, jih vsaj za tisto uro pa pol ali pa 2 uri, da se odpustijo, malo se sprostijo, se nasmejijo in pozabijo na skrbi. Kdaj bo torej težko pričakovana premiera? Težko pričakovana premiera pa bo res težko pričakovana premiera. Moram povedati, da gre za zelo zahteven projekt, ki vzame ogromnega odrekanja veliko časa, ampak začelo pa se bo dogajati v petek, 18. oktobra 2019 ob 19. uri v dvorani Doma kulture Ormož. Ponovitev premiere pa bo potem naslednji dan. Tako je, nekako smo kolevali, ali bi šli po tistem principu naslednji dan ali naslednji teden, no pa smo se na koncu le odločili, da bo lažje mogoče v soboto. Verjamemo pa, da bosta oba dneva, da bo dvorana polna. Čestitke torej za nov projekt in se veselimo seveda, ne, premijer. Ja, hvala za vaše čestitke. Ob tem priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Najprej seveda igralski zasedbi, režiserke naše, potem pa tudi vsem zunanjim sodelavcem, ki nam pomagajo tako ali po drugačni moči. Bomo pa se jim še posebej na predstavi zahvalili za vse. Razen režiserke Aleksandre Kociper v predstavi sodeluje še 8 igralcev in seveda vrsta sodelavcev. Kot igralci bodo nastopili Kristjan Dokša, Mojca Bauman-Kralj, Mateja Kovačič, Rajko Košič, Viktorija Fritz, Tamara Kosi, Manica Hartman in Franc Šterman. Franc Šterman je pripravil tudi sceno. Za glasbeno opremo in luči skrbi Dalibor Šoštarič, za šepetanje šepetavki Štefka Šoštarič in Marta Žnidarič. Vsi skupaj pa za kostume in masko ter seveda vse ostalo, kar je potrebno za izvedbo ene gledališke predstave. V nadaljevanju pa še k športu. Ogledali si bomo 2 prispevka s tekem 4. kroga prve slovenske futsal lige med Ptujem in Bronksi ter Litijo in Tomažem. Obiskali pa smo tudi tekmo nogometašev Ormoža in Tršca.
Pozdravljeni, današnji pregled športnih dogodkov pričenjamo z futsalom in 4. krogom prve slovenske futsal lige. Ta krog je na 4 tekmah prinesel kar 34 zadetkov in številne preobrate. Na koncu pa so se zmag veselili Litija nad Tomažem, Stripi nad Oplastom, Dobovec nad Sevnico in Ptuj nad Bronxem. Na tekmi na Ptuju je bila tudi naša kamera. Novinec v ligi je odigral svojo drugo zaporedno domačo tekmo. Po Litiji so v ptujskem Ljudskem vrtu gostovali futsaljeri Bronxov iz Škofij. Ekipa, ki je sezono pričela z 2 domačima zmagama nad Oplastom in Sevnico. Tudi na Ptuj so gosti prišli v želji po novi že 3. zmagi, a so jim načrte prekrižali ptujski futsalerji. V prvem polčasu so domačini mrežo Bronxov napolnili z 2 zadetkoma. V 6. minuti se je prvi med strelce vpisal Jurče Klinc, na katerega so nasprotniki pozabili na desni strani igrišča. Špička Klinca je bila dovolj natančna za 1-0. Konec prvega polčasa je bil po željah gostiteljev. Gostje so predtem imeli lepo priložnost za izenačenje, a je domačim uspelo izpeljati bliskoviti protinapad, kjer je z levico suvereno zadel Tilen Gajser. Hudo napako so si gosti privoščili v 22. minuti in znova je stekel protinapad Ptuja, kjer je atraktivni zadetek zabil Tomas Pihler za 3-0. V obdobju od 30. do 35. minute so na igrišču zavladali gostje iz Škofij in rezultat po 3 doseženih golih celo izenačili. Najprej je vratarja Kevina Cafa presenetil Džoša Lazarevič. Dejan Vojkič je bil avtor drugega zadetka za Bronxe, ko je po obratu bila natančna njegova levica. Za izenačenje na 3 je poskrbel Nik Klinc po slabem posredovanju vratarja Cafa. V 36. minuti je grdo posredoval vratar Alen Brodej in si zasluženo prislužil rdeči karton. Igralca več so izkoristili Ptujčani, z levico pa je znova zadel Tilen Gajser. Slednji je v 38. minuti postavil tudi končni izid 5-3 v prid Ptuja. Gostje so poskušali rezultat izenačiti in so zaigrali z vratarjem v polju, a so si privoščili napako, katero so hitro kaznovali ptujski futsalerji in se veselili svoje druge v prvenstvu in prve domače zmage v sezoni 2019-2020. Ja, že pred začetkom tekme smo vedeli, da bo tekma zelo težka, čeprav je Ptuj prišel šele letošnjo sezono v prvo ligo. Smo vedeli, da imajo dobro ekipo, da so že v prvih 2 kolih pokazali, da znajo igrati dobro. Tako da smo vedeli, da bo zelo težko, plus dolga pot nas je čakala. Zato smo tudi, zaradi posledice tega, tu je bil slab vstop v tekmo, dobili smo hitro gol in na to praktično iz naše prekinitve dobili še enega. In tako je bil polčas 2-0. Na to se nam je v drugem polčasu uspelo vrniti na izenačiti. Imeli smo tudi potem še 2-3 res lepe priložnosti, da bi povedali, ampak žal nismo izkoristili in tako kot pravijo, kdor ne da, ga dobi. Tekmo smo zasluženo zmagali. Prvi polčas smo fantastično odigrali v obrambi, zadeli smo svoje priložnosti. Drugi polčas smo malo padli v obrambi. Zaradi nekih naših napak smo jih vrnili v igro. Na koncu se srečno izteklo, z igralcem več smo zadeli in mi smo se zasluženo zmagali to tekmo. Hiša daril Ptuj, Bronx Škofije 5-3, polčas 2-0. Ptuj s 6 osvojenimi točkami zaseda 6. mesto. V naslednjem 5. krogu pa jih v torek 15. oktobra v 20. uri čaka gostovanje pri aktualnih državnih prvakih ekipi Dobovca. Selimo se v Litijo, kjer so ljubitelji futsala videli kar 11 zadetkov in minimalno zmago domače ekipe. Petelini Svetega Tomaža so v 4. krogu elitne futsal lige gostovali pri 10-kratnih državnih prvakih Litijani. Slednji so pred tekmo veljali za absolutnega favorita, a na sami tekmi so gostje znova dokazali, da spadajo v prvo slovensko futsal ligo. Ekipa trenerja Mateja Gajserja je v prvem polčasu prikazala odlično igro in razpoloženi Urban Senekovič je v 16. minuti svojo ekipo popeljal do prednosti 2 zadetkov, 3-1. Pestri sta bili zadnji minuti prvega dela srečanja, ko so zadetki padali po tekočem traku. Najprej je Litijanom uspelo po zadetkih Ručne in Široka izid izenačiti na 3-3. Nato pa je še v drugo na tekmi zadel Urban Senekovič in Petelini so odšli na odmor z golom prednosti 4-3.
V nadaljevanju so Litijani zaigrali precej bolje v obrambi in natančneje v napadu, kar je v 26. minuti postreglo z preobratom v prid gostiteljev in vodstvom s 5-4. Futsalerji Tomaža se nikakor niso predali in kapetan Urban Goričan je izid v 26. minuti izenačil na 5. V zaključku tekme je bilo pestro na obeh straneh in obe ekipi bi lahko povedli. To je v izdekljajih tekme 51 sekund pred koncem uspelo domačinom, ki so preko izkušenega Široka po igri z vratarjem v polju zadeli za zmago 6-5. Težka, trda tekma, to da 3 točke so uliti. Ja, možno enkaj ne rečem, v bistvu prvi polčas smo začeli, bom rekel, dokaj smo kontrolirali tekmo, ampak nerazumljive napake pri postavitvi oziroma prekenitvah v obrambi. Ko smo malo dodali energijo, več želje, smo potem tudi tekmo spet obrnili oziroma smo naredili priključek. Drugi polčas smo se vrnili v tekmo za želje, dogovorili smo se v polčasu, da dodamo več agresije, več želje in smo spet obrnili in potem spet ena individualna napaka izenačili in na koncu smo nekako vseeno srečno pa smo dali ta zadetek. Moram vseeno pohvaliti fante, da smo zaostajali smo že, mislim, da to 3-1, nismo upali, smo verjeli in smo se vrnili. Imamo poškodbe, imamo bolezni, težave, ampak fanti stiskajo in si želijo in grejo res do konca, do zadnjih atomov moči, na koncu smo vseeno poplačali in smo to zmago nekako pripeljali domov. Ena pozitivnih točk pa je vrnitev Gašperja Vrhovca. Ja, vsekakor Gašper nam veliko pomeni, vidi se, da je bil več kot en mesec izven tekmovalnega ritma, da še ni čisto ta pravi, ampak dodal nam je veliko v igri, tako da upamo, tako ostalo, ampak vidimo, da so že nove poškodbe spet pred vrati, ampak nimamo kaj, tisti, ki so, gremo naprej. Se pravi, bi še enkrat res na tem mestu pohvalil fante za vse te tekme, da smo bili zelo zdesetkani, z bolezni, s temperaturami so igrali, trenirajo in so si želeli, se pravi, in so dali vse od sebe in nekako so zdaj vseeno na koncu te točke oziroma zmage so poplačeni oziroma so se vrnili. Zelo blizu ste bili prvim točkam v letošnji sezoni. Ja, najprej bi čestital domači ekipi za zmago. Moram povedati, prvi polčas smo super začeli, smo imeli nekaj priložnosti, zabili tudi svoje priložnosti, potem pa z nekaj svojimi napakami domačine vrnili v igro. V drugem polčasu pa je bilo priložnosti na obeh straneh, na koncu pa so odločale malenkosti, verjetno tudi izkušnje domače ekipe. Letošnja sezona je med ekipami zelo izenačena. Kaj manjka vam in Ptuju, da bi se priključili tistim najboljšim v prvi ligi? V največji meri mislim, da so tu izkušnje prvoligaške, sicer imamo tudi nekaj izkušenih igralcev, po drugi strani pa nam manjka tudi verjetno malo treningov, vsaj treniramo samo enkrat tedensko, kar se pozna pri zaključku. Kaj je vaš cilj sezone? Cilj sezone je vsekakor uvrstitev med 8, potem pa mešati 4 na najboljše. Tomaž je doživel svoj 4. poraz v 4 krogih, na 2 tekmah v zadnji minuti. Škoda, velika škoda, saj bi si ekipa glede na prikazano Litiji zaslužila vsaj točko, če ne že celoten plen. Tomaž je še edina ekipa v ligi, ki na svojem računu nima nobene točke in zaseda zadnje 9. mesto. V petek 11. oktobra ob 20. uri v Ljutomeru Tomaž čaka tekma proti Oplastu iz Kobarida. To bo priložnost za prve točke. Iz prvoligaških futsal igrišč pa se selimo na zelenice Medobčinske nogometne zveze Ptuj Prva liga, kjer je bil odigran 7. krog. Ta je ponudil 4 tekme, kjer so enkrat slavili domačini. Ormož proti Tršcu z rezultatom 2-0. Enkrat so se zmage v gosteh veselili pri vodilni Gorišnici, katera je z 2-1 ugnala Grejeno. Zabeležena sta 2 remija z rezultatoma 1-1 in sicer na tekmah Skorba Majšperk in Podlehnik Rogoznica. Naša kamera je gostovala v Ormožu, kjer so gostovali nogometaši Tršca. Barve Ormožanov so na tekmi zastopali naslednji nogometaši: Kevin Caf, Aleš Lukman, Matija Lazar, Benjamin Kosi, Mislav Šincek, Goran Šnajder, Patrik Žganec, Aljaž Šlah, Žan Šuen in David Janežič. Priložnost za igro je v zaključku tekme dobil še Alen Rej.
To je bila 4. domača tekma Ormožanov, pred katero so zabeležili poraza proti vodilnima ekipama lige Skorbi in Gorišnici. Edino zmago so vpisali 8. septembra, ko je v športnem parku Mestna Graba z 2:1 klonil Podlehnik. Želja po drugi prvenstveni zmagi domačih je bila velika, kar je bilo lepo vidno tudi na sami tekmi. Ormož se je na koncu veselil zmage z 2:0, po zadetkih Igorja Bahuna iz 11-metrovke in iz igre. Prvi zadetek iz bele točke je padal v prvem polčasu, in sicer v 39. minuti. Predtem se je gostujoči igralec Luka Dominc prelevil v vratarja in z roko preprečil zadetek gostiteljev. Napako gostov je opazil tudi sodnik Janko Golob iz Hajdine in Domincu pokazal rdeči karton ter pot v stačilnico. Piko na i je Bahun postavil v 87. minuti, ko je po uspešno izpeljanem protinapadu zadel za končnih 2:0 in veselje Ormožanov se je ob drugi prvenstveni zmagi ter napredku na lestvici lahko pričelo. Poglejmo še k lestvici. Vodi Gorišnica s 15 točkami, sledi Skorba s 13, Podlehnik s 10, Središče in Tržec sta zbrali 9 točk. Majšperk in Ormož sta na mestih 6 in 7 s 7 točkami. 8. je Rogoznica, ki je pri 6 točkah. Na 9. mestu je Grejena, katera je zbrala 4 točke. V 8. krogu v soboto 12. oktobra bo v 15. uri v športnem parku Trate na sporedu lokalni derbi med Središčem in Ormožem. Zaključili bomo z rokometom. Pričelo se je državno prvenstvo v rokometu za ormoške kadetinje, katere bodo v sezoni 2019-2020 nastopale v 10-članski prvi elitni ligi. Poleg Ormožank bodo nastopale še sovrstnice Krima in Olimpije iz Ljubljane, Save iz Kranja, Kopra, Celja, Zagorja, Žalca, Maribora in novomeške Krke. Prav Dolenjke so bile prvi nasprotnik Ormožank, ki so v torek zvečer gostovale v športni dvorani Stopiče. Naša dekleta so v tekmo vstopila odločno in z veliko željo po zmagi. Novomeščanke so se gostjam upirale do izida 3:3. Nato je gostjam po zaslugi čvrste igre v obrambi in disciplinirane igre v napadu uspelo v 17. minuti uiti na 5 zadetkov prednosti, 8:3. Kar 8 minut je uspelo Ormožankam obdržati mrežo nedotaknjeno. Tudi v zaključku prvega polčasa so potek tekme povsem nadzirale Jeruzalemčice in prednost do odmora povečale celo na +8, polčas 16:8 v prid Ormožank. Za čvrsto igro v obrambi so ormoške kadetine nadaljevale tudi v drugem polčasu in prednost je naraščala iz minute v minuto. V 44. minuti je celo narasla na +12. Za zadnjo četrtino tekme si Ormožanke ne zaslužijo pohvale, saj je ekipa delovala neresno tako v napadu kot v obrambi in si privoščila številne nepotrebne napake ter izključitve. To so izkoristile kadetinje Krke in ublažile poraz na končnih -8. Krka, Novo mesto, Jeruzalem, Ormož 21:29, polčas 8:16. Zadnjih 15 minut igre v Novem mestu je dovolj resno opozorilo, kako se ne sme igrati in verjamemo, da bo le to opozorilo zaleglo na naslednjih tekmah. Pri Jeruzalemu je vratarka Kaja Korpar zbrala 11 obramb, Neja Polak je dosegla 13 zadetkov, 6 iz črte 7 metrov. Astrid Ruvrec je bila uspešna 7-krat, Lorela Kolenko 5-krat, Anatija Cvetko 2-krat in po enkrat sta zadeli Alina Planinster, Anne-Marie Trunk. Zaigrale so še Maša Baum, Tjaša Irgolič in Tajda Kreč. V drugem krogu v soboto 12. oktobra bodo Ormožanke pri Veliki nedelji ob 16:30 gostile sovrstnice Save iz Kranja. Znova bo potrebno pošteno zavihati rokave in pustiti srce na igrišču, saj nastop v prvi kadetski ligi iz tedna v teden prinaša močne tekme in s tem napredek deklet v igri. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje.
V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, s stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave, prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Le poslovim naj se še. Vabljeni v našo družbo tudi čez teden dni, ko si boste lahko ogledali utrinke svečanosti ob 60. obletnici Ljudske univerze Ormož, utrinke z likovno-literarne kolonije na Maleku in 10. obletnice Gasilskega muzeja v Miklavžu pri Ormožu, ter se seznanili z dvema zanimivima projektoma, ki jo izvajata Osnovna šola Stanka Vraza in Osnovna šola Velika nedelja. Pa še kaj, seveda. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.